Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gostja v današnji oddaji o kulturi je Ifigenija Simonović, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Dobro jutro, dober dan. Izbrskal sem podatek, da ste lutkovno igro o medvedu in Dedku Mrazu objavili že daljnega leta 1966 v takratnem Pionirju. Takrat vam je bilo 13 let. Se spomnite te objave? Spomnim se, kako sem to napisala in kako smo igrico v vrtcu dali na odrček. Ker jaz sem še v vrtec hodila. To ste šli pa zdaj zelo daleč. Se spomnim pisanja, se spomnim, kako je bilo. Nisem je pa našla, nisem šla iskat te objave, tako da upam, da nekje je. No. Prav gotovo v arhivih. Ja, upam, ja. No ja, pa če ni, pa tudi nobene škode. Ja, kasneje ste objavljali pesmi v Tribuni, Mladih potih, dialogih, Novi reviji, Naših razgledih. Nekaj pesmi je prevedenih tudi v tuje jezike. Ja, nekaj v hrvaščino, srbščino, angleščino. Niti ne dosti, se ne prizadevam preveč, ker se mi zdi, da če lahko spregovorim v slovenščini, to zame čisto dovoljno. Tako, nimam potrebe po širjenju poezije po svetu. Za dosego prevodov je najbrž potrebno veliko tega mreženja, ne? Mreženje pa tudi, videla sem v Angliji, da ima vsak narod svoje pesnike in še te nimajo kaj dosti prostora za objavljanje. V Angliji, če natisneš v eni reviji, si že tiskani pisatelj, to je že nekaj, ne. Zmeri mislimo o tisočih nakladah in to, ampak to ni res, to je samo nekaj izbrancev nekaterih velikih založb, ki to dosežejo. Večinoma pesniki, s katerimi sem se združila, so imeli na ciklostilu pesmi tiskane, ne. In meni se zdi škoda, da se ukvarjajo z mojimi, ko morajo vendar promovirati sebe v svojem svetu med svojimi ljudmi. Tako da iz solidarnosti se ne silim v tuje jezike, čistko povem. Ja, pišete za otroke in za odrasle, 4 pesniške zbirke za odrasle. Ste podpisali neumno vprašanje, pa vendarle je težje pisati za odrasle ali vendarle za otroke? Pisati sploh ni lahko, ampak za otroke je pa najtežje zato, ker moraš biti pa prvič čisto res iskren, poznati dušo otroško in zato je zelo malo pišem za otroke, ker otrok nimam in sem se zmeraj navezovala na otroke, ki sem jih pazila in najbrž to ni bilo tako pristno ljubezensko narejeno, kot bi, če bi imela svoje otroke. Tako da sem zelo malo za otroke pisala, kar pa sem pa izjemnim veseljem in z določenimi otroki v mislih. Tukaj na mizi imamo nekaj vaših knjig, poezije. Na način so ti knjige vaši otroci. Kateri vam je najbližji? Lahko rečem, ja. Najbližja mi je zadnja pesem, ki jo zdaj delam, recimo, ne, od knjig pa seveda ta. Zadnja, izšla je 13. leta, za moj 60. rojstni dan. In noter so kot zadnje pesmi, ne, in do teh največ čutim. Potem pa mi je zelo draga prva pesniška zbirka iz leta 72, nimajo tukaj, ker so tam noter moje prve pesmi, ki se mi zdijo korajžne, ker sem takrat spregovorila o nekaterih stvarih, še najstnica, o katerih še danes težko govorim, ne. Čeprav je napisana kot večinoma poezija po principu skri, kolikor moraš, zataji, prečrtaj, naredi čim krajše. Vendarle butnejo ven stvari, ki so za življenje pomembne in sem bila presenečena, da sem to zmogla pri 18, ne, leta 72. Prva zbirka mi je zelo draga. Kritiki vam pišejo zelo ugodne, laskave ocene. Eden od teh je zapisal: pesniški slog je domiseln, igriv in inovativen, oblike pesmi pogosto ne spadajo v okvir tradicionalnega. Tako je zapisal eden od kritikov. Je zadev? Ja, seveda, biti kritik je tudi zelo težko, tako da sem tudi prizanesljiva do kritikov, ne. Si vesel, da sploh kdo kaj reče, napiše, misli. Je res, ja. Igrivost je najbrž pripisal temu, da je kakšna metafora malo
v narekovajih, ne. To, da niso klasičistične, to je mislil na to, da se ne rimajo, ker jaz jezika ne znam toliko, da bi rimala. Tisti, ki znajo pesmi rimati, so zame pravi veliki pesniki. Jaz pač modernistično napišem, kar mislim, se ne ukvarjam toliko podrobno z obliko in slogom, bolj naraven je, moram reči. Nisem umetni pesnik, no. A čem tako reči? Lahko. V vašem življenju je bil zelo pomemben Vitomil Zupan, z njim ste prijateljevali vrsto let. Kaj nam lahko poveste o tej povezavi? Se že malo zatresel, ker misel nanj me pa zmeraj gane in skoraj vsak dan pomislim nanj, skoraj v vsaki situaciji me nekako vodi do odločitev, ki jih delam po njegovih standardih. To, kar me je on naučil, uporabljam skozi. Jaz sem se z njim družila v študentskih letih, vsak dan. Pripovedoval mi je romane, ki jih je takrat pisal, in se nisem zavedala, da mi govori pravo življenje. Če mi je govoril o dahovskih procesih, jaz sem mislila, da si to izmišljuje za neko črno zgodbo. Šele kasneje sem razumela, kaj vse mi je pripovedoval. Sprejel me je tako, kot sem, kar ne morem reči za vsakega moškega, s katerim sem bila v življenju malo pobližje. Verjel je vame, malo cinično je rekel, to je pa pesnica. Ampak je bilo prav, da mi je dal vedeti, da naj si ne domišljam, da sem pesnica pri 20 letih. Ne. Zdaj se mi je šarmanten, krasen, erotičen pri 60 letih, jaz sem jih imela 20. Malo moških se mi danes zdi tako šarmantnih pri 60, kot je bil on takrat. Pa veste, kako mlad človek misli, da je človek pri 40 že za v grob, ne. Meni se je Zupan sicer zdel star, ampak še zmeraj mladosten človek, no. Iz njegovega opusa ste pripisali praktično vso njegovo poezijo, zaporniško poezijo. Ja, ko sem se vrnila. Ja. Ki jo je pisal na toaletni papir v zaporu, ne? Ja. O tem je pisal v romanu Levitan, tako da je bolj pristno, če preberete ta roman, boste vse vedeli, zakaj gre. Bil je v zaporu 7 let. Po vojni, kljub temu, da je bil partizan, ne, to mu ni nič pomagalo. In tam je skrivaj pisal pesmi. To so pesmi, ki se popolnoma rimajo, ki so brez napak, napisane na tako majhnem papirju, je lahko 60 vrstic. Jaz sem z lupo brala. On je pa pisal pod kovtrom, šibico si svetu, ne, si predstavljate. In to je 60.000 verzov, 25 pesniških zbirk, bolj debelih kot je ta, 25. Jaz imam 10 zbirk v 30 letih, on 25 v 7. Na kar je pisal še potem, no to sem jaz prepisovala vnuku, k sreči je kar precej ohranjenega, ne. In potem tudi izdala, tako da je 7 knjig pesmi iz zapora in potem še ena knjiga, 400 strani debela pesmi, ki jih je pisal po zaporu, ki so pa modernistične, napisane v času recimo Šalamuna, ki so ga povzdigovali, njega ni nihče bral, nihče objavljal. Danes pa ne berejo, zato ker bi morali priznati, da je bil Vitomil Zupan tudi eden prvih modernističnih pesnikov, ne. Tega še ne vejo ljudje, pa je že objavljeno 10 let. Tako, no. Zelo, to je najvažnejše, kar sem v življenju naredila, moram reči. No. Skupaj s prijatelji ste izdali tudi knjigo Važno je priti na grič. Gre za poseben knjigo album. Ja, to je pa išlo ob 100-letnici njegovega rojstva. Noter so fotografije, življenjska zgodba, razlage procesa, ki je bil proti njemu vložen, da so ga potem lahko zaprli, razlaga njegovih romanov. Zelo, to je velika knjiga, išla pri Mladinski knjigi ob 100-letnici leta 2014. Ja. Zelo dragocena knjiga o njem. Cela ta serija, ki jo izdaja Mladinska knjiga o pisateljih, te album knjige se temu reče, ne, je zelo dragocena. Imate Kosmača, Miro Mihelič, mislim res, persone slovenskega časa. No.
Redno pišete tudi za revijo Zvon. Ja. V zadnji številki smo brali vaš zapis z naslovom Bolje krompir v miru kot banket v prepiru. Se pa navezuje tudi na Vitomila Zupana in recimo tako na nek seznam priporočene literature. Kaj naj človek bere, ne? Ja, on vstopa vse v moje pisanje. Tudi zdaj, ko pišem tukaj v Idriji, te 3 tedne boste videli Zupan skoraj na vsaki strani. Jaz ne morem brez njega nekako misliti. Ne živim seveda svoje življenje, ampak misliti brez njega bo res težko. On mi je priporočal Giordana Bruna in sem ga šele zdaj brala, torej veste, koliko let traja, da jaz preberem njegov seznam knjig. Sej, ne. Bolje krompir v miru kot banket v prepiru sem pa slišala zdaj par mesecev nazaj pregovor, ki pa tako prav pride za dan današnji. Mislim, toliko kot sem jaz doživela prepiranja v Slovenskem centru PEN, rajš grem na en testen krompir, kot biti predsednica PEN-a. Zdaj sem dojela, zakaj mi je ta pregovor prav prišel. Redno pišete tudi eseje in leta 2009 ste dobili Rožančevo nagrado. To je zelo ugledno priznanje za... Ja, prva ženska, ne boste verjeli. Celo to. Ampak seveda sem imela tudi neke protekcije, najbrž že zato, da sem ženska, je takrat pomagalo. To so bile kolumne, ki sem jih pisala za revijo Ampak izbrane samo kolumne, ki so se nanašale na moja potovanja. Veliko sem šla po svetu, ne da bi potovala turistično, ampak imam prijatelje po celem svetu in če kam grem na obisk in potem malo še obiščem, malo raziščem. Tako bom zdaj prišla v Idrijo, ker sem spoznala nekaj krasnih ljudi in bom najbrž potovala v Indijo v naslednjih letih. Poveva iz vašega osebnega življenja nekaj podatkov. Ste letnik 53, mladost ste preživeli v Kranju, nato v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti ste študirali primerjalno književnost in slavistiko, dokler se niste leta 1978 preselili v London. Kaj vas je gnalo po svetu? Ljubezen, ne. Kaj pa drugega. Fant je dobil službo in sva šla in takrat se ni dobilo kar dovoljenja za bivanje in se je bilo treba hitro poročiti in sva naredila ta eksperiment, ki je trajal, dokler nas smrt ne loči. Veselko je res umrl pred točno 20 leti, zdaj avgusta. Delal je na BBC-ju, na slovenski sekciji, jaz pa sem upravljala razne službe. Tako da za hrano sem zaslužila, on je pa plačeval račune in moj hobi, ki se je sprevrgal v pravo delo in to je bila keramika. Ne. In brez njega ne bi tega počela. No. Kakšen je ta vaš odnos do keramike? Gre vendarle za nekaj snovnega, nekaj materialnega? Nujnega za življenje v tujini, kjer se z jezikom izkazuješ. Ne? Če slabo govoriš jezik, si avtomatično drugorazredni državljan. Ne? V Angliji je to še bolj pomembno, ker jezik deli ljudi na razrede. Tam ni, koliko imaš denarja, ampak kako govoriš. Ne? Če si v pravi šoli, izgovarjaš pravo Oxford, Cambridge, BBC, angleščino. Potem imaš pa razne narečja, šteje se tudi, kakšen imaš besedni zaklad, koliko citatov Shakespearea uporabljaš v navadnem govoru. Mislim, oni na to vse reagirajo. In ko si ti tujec, pa misliš, da znaš angleško, presneto si nadutne. In brez angleščine sem se tam počutila premajhno, da tako rečem, in sem ugotovila, da z likovno umetnostjo sem morda lahko enakovredna. Ne. Risala sem zmeraj rada, ampak ne znam risati, jaz ne znam konja narisati. Ne. V tej šoli sem pa morala imeti tudi en dan na teden risanje, ki mi niti ni pasalo, bolj mi je pa pasalo to delanje z glino, terapevtsko je bilo na začetku. Potem pa sem videla, da je to lahko kruh v nekem idealnem svetu.
Samo takrat, 80. leta, je prišla recesija, industrijska keramika iz vsega sveta prihajala v Anglijo. Ti nisi mogel tekmovati. Ne. Če sem jaz steklarka, ne morem za 10 centov narediti kozarca na roke. Ne. In to isto pri posodi. Tako da sem komaj zaslužila za material, ne pa za stojnico. Prodala sem pa 10.000 posod v Londonu. Tako. In vsaka od teh posod je imela svojo zgodbo, ne? Vsake se spomnim, ne boste verjeli, da ko kam pridem, pa imajo kakšno, pa točno vem, v kateri seriji je bila narejena. Mislim, res osebno izpovedne na en tak minimalen, ampak močen način, no, ne vem, kako naj rečem. Ker ko je enkrat prišel nekdo na trg, jaz sem nič rekla, tam stojim in tukaj so moje posode in reče, od kje pa so? Ja, iz Londona, tle sem hodila v šolo, ne. Ampak so izražali neko tujstvo. Ne. In res niso angleške. Ne. Kaj se če? V Londonu ste na višji šoli za umetno obrt tudi diplomirali. Jaz sem, ja, in jaz znam se zidati, peč, spoznam se na kemijo, znam zamešati nove gline, znam glazure, barve, vse to znam. To ni taka šola, kjer imaš tehnike, ki namesto tebe polagajo v peči, mi smo morali to se znati. Ne. Imela sem čudovite profesorje, ki so prihajali kot par mesecev, je vsak bil z nami, res največje angleške takrat delujoče lončarje. Zdaj pa imam to priložnost na simpoziju keramike v Vogljah. Že 16 let vabimo prav take profesorje celega sveta, da prihajajo k nam, to je tamle pri Šenčurju, pri Kranju. 5-6 na leto, 14 dni delajo, tako kot jaz zdaj v Idriji, morajo pustiti delo tam in imamo največjo zbirko keramike v zadnjih 16 letih. Zanimajo se zanjo nemški muzeji, pri nas pa ne moremo dobiti več kot 1000 evrov od občine. Stane nas pa kar veliko, da imamo ta simpozij in bomo vztrajali. Bomo vztrajali, ker je vredno. In upam, da boste vi vztrajali s tem projektom pisatelja v Idriji, ker mislim, da če svoje izkušnje povem, ljudje opazijo, da je nekdo nov v Idriji, ker se ustavljaš v istih teh 2-3 kavarnah, ki jih imate. In sem že opazila, da si povejo, to je pa tista. In ko pride, mi že sam od sebe nekaj pove, ker ljudje po kavarnah skrivajo zgodbe, ki ne pridejo v časopise, ki bi jih ljudje radi povedali, pa nimajo komu. In jaz mislim, da ogromno neke depresije izhaja ravno iz tega, ko ne moramo povedati svojih zgodb. In taki pisatelji, če bojo komunikativni, bojo lahko precej olajšali dušo sedečih v kavarnah ob kozarčku in molčanju. Jaz se kar zaklepetam, veste, oprostite. Poveva še to, da ste se leta 3 iz Londona vrnili v Ljubljano. Ja, ko je mož umrl, mi tam ni bilo za shajati nekako. Zelo na hitro sem se odločila in se vrnila, ni mi žal. Ni mi žal, življenje je čisto drugačno. Zdaj se ukvarjam malo s pisanjem, malo hodim na delavnice. Upokojenka sem pač, saj sem čisto navadna ženska. Zadnja 3 leta pa ste bili predsednica Slovenskega PEN. Ja. To pa ni kar tako, ne? To pa ni navadna služba. Sploh ni služba v smislu plačanega dela. Ne, ni. To je pa, v PEN so me potegnili ravno zaradi Vitomila Zupana, ker jaz sem mislila, so me častno sprejeli, ker sem to prepisala in tiskala in da sem nekaj vredna, ne. V resnici so pa bolj ali manj rabili Mädchen für alles in sem to tudi bila kar nekaj let. Nazadnje ni bilo nikogar, ki bi hotel biti predsednik in sem rekla, no pa bom. Nakar se je začelo, da sem pa toliko ambiciozna, da sem si hotela zase vzeti in tako in sem imela skozi neka krasna polena tam pod nogami. Ampak sem trmasta in sem rekla, če je mandat, ga moram do konca speljati in konc in pika in sem speljala in sem zdaj kar srečna, zaradi tega me je pa uničilo, no, in tudi nisem nič pisala in nič. Tako da zdaj se malo pobiram in ravno v Idriji se pobiram, da veste, prav paše mi. To mesto vas je torej prvo res nagovorilo?
Ja, prav v pravem času. No. Tako da končno sem spet jaz, brez obveznosti, zvečer lahko posedim, nobenih telefonov, nobenih mailov, nobenih telih bremen celega sveta človek ne more nositi. Ne. In pen si umišlja, da bo rešil vse pisatelje, vseh ječ, vseh nesvobodiščin, govora in tako naprej. Zmeri večjih je. Veste, v Turčiji je 180 novinarjev zdaj le zaprtih. V Turčiji, tlele, čez cesto. To je grozno, kaj se dogaja v teh deželah, to je grozno. In če to vsak dan bereš, jasno, da si obtežen. Ne? In zdaj majčkeno se rahlam, seveda slabo vestjo, ker kako pa moram jaz biti srečna, ko vem, koliko pisateljev je nesrečnih. Ampak tudi kakšnega kosa kruha ne pojem, zato ker v Afriki stradajo. Tudi v Avstriji stradajo, zdaj sem se zarekla. Tudi v Sloveniji stradajo ljudje. Ne moreš neprestano trpeti za druge. Ne? Imaš tudi svoje trpljenje za predelati. Tako da mi Idrija zelo, zelo paše. Hvala lepa. Nam lahko preverite vers ali dva? Vers ali dva. Od vaših? Tlele bom zbrala enega na strani 24, ker sem prej slučajno odprla in sem rekla, ta je pa kratka. Vidite, to so moderni oblikovalci, da med tem še malo pokritiziram. Takole narediti številko tukaj v kot, da je brez očal, brez še očala in povečevalnega stekla ne vidim, je kruto. Dobesedno. Dobravcev. Ampak, kaj veste, on na računalniku si poveča na številko 24 in to je to. Jaz ne pa tlele najdem glejte, sploh ne najdem, ne? No, zdaj sem našla. Ženska mora biti sitna, to je charm, veste, to je moj šarm, malo biti sitna. Modro. Po prvem poljubu sva bila kita iz žarkov najsvetlejših zvezd golega vesolja. Po drugem poljubu sva bila vrt z utripom izmenjujočih se časov v dobrem in nesreči. Domača si potem, si zavedno zapisana s plamenom možganim ob trenju najinih teles. Bukovo grčo bi bilo lažje razklati in jambor upogniti, kakor naju razpoloviti v tujca. Spomnim se njegove grobe brade, kakor vonja edinega encijana samotnih poti. Legla sem takrat na trebuh in se mi že utopila v modro čašo rahlo dišečega cveta. Zato imam rada modro barvo. Zato, ker me zaradi spomina na rahel vonj encijana spomni na strastno brado davnega ljubimca, ki me je takrat prvič ljubil do krvi. Jaz njega takrat zadnjič do zadnje srage še živega potu. Ifigenija Simonovič, hvala za ta prebrani odlomek, hvala za obisk v našem studiu, hvala za pogovor. In seveda hvala za vaše sobivanje v Idriji teh 3 tednih. No, temu se tako reče, se zahvaljujem za dobrodošlico, srečno. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost.